jutro, jaz sem ena iz tiste ekipe, za katero je še jutro. Če bi bil moj običajen službeni dan, bi zdajle sedela še na kavi s kolegicami in kolegi. Tako lep uvod je bil, najlepša hvala. Ne samo, da nas je nagovoril, tako kot nas nagovori umetnost, na neki drugi ravni, kakor na tej, ki jo cel dan meljemo, racionalni, ampak tudi dal je nekaj lepih iztočnic. Jaz se ne bom držala naslova svojega predavanja, ki sem si ga sama zadala, ampak bom šla malo v drugo stran. Najprej, mogoče sem pojasnilo, jaz sovražim PowerPointe, vem, da so čudovit pripomoček, ampak jih ne znam delati, ker se mi vedno zdi, da se bom povedala, kaj je gor ali ne vem kaj. Vem pa, da je najbrž dolgočasno 45 minut gledati sam mene tule v eni črni cuni, tako da sem se odločila, da bom komunicirala z vami z memi. In ker bom veliko govorila o generacijah, se mi zdi to en tak šikan način ilustracije, kako si starejše generacije vzamemo vse najboljš od mladih in jim potem uničimo veselje. Ne? Ker, tako kot ste omenili Facebook, ne, na Facebooku komunicirajo samo še boomerji in pa Gen Xerji, vsi ostali so v bistvu tako nad tem, beyond. Ne? In tako se mi zdi, da zdaj postaja z memi, da to je bila v bistvu milenijska ali pa Gen Z generacijska stvar, zdaj smo jim pa vsi ostali stari v bistvu vzeli veselje in z grozljivimi memi komuniciramo. Zdaj moram se samo še pojasniti, govorim memi in ne mimi, kot govorijo mladi. Besedo, mogoče zato, ker sem toliko stara, da se dejansko spomnim, odkot je beseda. Beseda mem je prevod po genealogiji gen, zato ker je prvič uporabljena v knjigi Dawkinsa Sebični gen, ki sicer na koncu preide stran od genov in gre k memom in od tam je ta neka viralna podoba, ki komunicira, dobila ime. In pri nas je gen in ne mem in ne mim, ampak mogoče pa bo raba slovenščine spremenila to, kar si stari mislimo o izvoru. Je pa to recimo eno izmed komunikacijskih orodij, ki se zdaj veliko uporablja, ker kot boste kasneje videli, Gen Z komunicira s kratkimi in jasnimi podobami. Zdaj struktura današnjega predavanja bo, da bom najprej nekaj povedala o sebi in potem nekaj o generacijah, da pridemo v bistvu do generacije, ki zdaj sedi v šolskih klopeh, torej ki jih vi nagovarjate, v relaciji z vsemi prejšnjimi generacijami in pa predvsem bi se rada osredotočila, kako generacije razumemo umetnost, kako jo konzumiramo, kako jo doživljamo in konec koncev, kako jo tudi ustvarjamo. Potem pa bi se rada osredotočila na vprašanje, ki je v bistvu tudi mene žulilo, ko sem se pripravljala na to predavanje, in sicer dobila sem napotila, da je to za poklicne in strokovne šole. Za poklicne in strokovne šole. In to je bilo tolikrat poudarjeno, da je začel mene žuliti, a so poklicne in strokovne šole res toliko posebne, da moramo zdaj to upoštevati. In sem v bistvu pogledala malo v raziskave, kako so posebne in so posebne. Tako da bomo šli malo čez, kako so posebne, predvsem pri vprašanju kulturnega kapitala. Potem pa se bom seveda kot piflarka, kot sem, mogoče tudi osredotočila, da odgovorim na vprašanje, kako zdaj dvigniti ta kulturni kapital. Zdaj pa za mano je še veliko fenomenalnih kolegov in kolegic, ki bodo predstavljali primere dobre prakse, zato bom jaz bolj tako nasplošno odgovorila. Zdaj pa naprej po vrsti in sicer. Ker bom kasneje govorila o generacijah, naj najprej povem, da sem letnik 80, kar pomeni, da sem še za las ujela to, da sem del generacije X, torej Gen X. Mislim, da se pozna, da sem na meji, ker se sama bolj ali manj počutim kot mileniko. Ne? To boste pa vi povedali po predavanju, v katero generacijo sodim. Ne? Kasneje boste slišali, da smo milenici znani kot generacija jaz, zato brezsramno nekaj besed o meni. V resnici pa bi rada povedala, kaj delam, zato da si lažje predstavljate, kaj je neko moje izhodišče, s katerega govorim. Je pa čist mimogrede, zadnjič sem dala en intervju za en nemški umetniški časopis in je ženska prvo vprašanje, ki me vprašala, rekla, koliko ste stari.
Jaz sem rekla, a pa vi to tako regularno, redno sprašujete na intervjujih, ali imate z mano nek časovni umestitev, vam ne dela? Pa je rekla, ne, da čisto vedno vpraša in da vpraša natančno zato, ker hoče ljudi generacijsko umestiti, ker je zelo razlika, ali se ti izrekaš iz pozicije nekoga, ki je star 40-45 let in že 20 let dela, ali ti sprašuješ nekoga, ki je star, ne vem, 21 let in v bistvu dela prvi umetniški projekt in je tudi za njene bralce bistveno, da razumejo generacijsko umestitev. Torej, moje študijsko zaledje je družboslovje in humanistika, delam v zavodu Bunker, smo manjša nevladna organizacija, tule eno ulico stran, imamo pisarno, 2 ulici stran pa je stara mestna elektrarna, ki jo upravljamo. Obstajamo že 25 let, delamo sodobne gledališke in plesne predstave, 2 festivala, en se imenuje Mladi levi, en pa Drugajanje. In recimo Drugajanje je festival, ki letos prvič poteka v 3 mestih, drugače pa že 20 let poteka v Mariboru in je festival sodobne uprizoritvene umetnosti, ki ga delamo skupaj z drugo gimnazijo in je namenjen srednješolcem v bistvu. Upravljamo staro mestno elektrarno, ki je bila prva mestna ljubljanska elektrarna, zdaj pa je tako imenovano Black Box gledališče. Veliko delamo mednarodno, gostovanja, festivale, razvoj novih projektov in pa že kar nekaj let se zelo aktivno ukvarjamo s kulturno-umetnostno vzgojo. Zdaj, na področju kulturno-umetnostne vzgoje delamo zelo različne stvari. Opisala bom 2 svoji najljubši, ker sta taka, se mi zdi, tudi meni osebno bombončka za delati. Prva je šola v kulturi. Torej predvidevam, da čisto vsi poznate šolo v naravi, ki je eden najbolj znanih modelov izobraževanja v osnovni šoli. Torej, mi smo spremenili šolo v naravi v šolo v kulturi. S kolegico sva se vprašali, zakaj vsi hodijo v naravo in se ukvarjajo z naravo in športom, zakaj pa nihče ne pride v urbana okolja in se ukvarja z umetnostjo. In pač, če nihče tega ne dela, mora nekdo to narediti. In zdaj že 6-7 let poteka z različnimi osnovnimi šolami program, ki je po formatu inspiriran šolo v naravi, kjer skupina otrok skupaj z učitelji pride v urbano naselje, torej ne vem, zaenkrat je bilo v Ljubljani, v Mariboru, planiramo v Trbovljah, na Obali. In so za 3 dni potopljeni v umetnost. Skratka, hodijo na predstave, imajo delavnice, obiskujejo gledališke in pa vse druge umetniške inštitucije, spijo na tleh v kakem muzeju ali pa v galeriji ali pa v elektrarni in pa vedno se spoznajo tudi z mestom. To organiziramo ne samo za mlade, za otroke, ampak isti program organiziramo tudi za učitelje, torej za pedagoške delavce. In je enak format, le da so mogoče ta nek teoretsko-analitski del je malo bolj zahteven. Namenjen je pa izobraževanju in pa temu, da pedagogi preden otroke prepeljejo, sami preizkusijo na svoji koži. Drugi tak meni zelo ljubno model kulturno-umetnostne vzgoje pa je rezidenčna umetnica. Torej, jaz sem bila inspirirana s praksami v tujini in pa z zgodbami očeta mojega, ki je v Celju na eni osnovni šoli dolga leta skupaj s kolegicami in kolegi na osnovni šoli uporabljal fotografski atelje. In se mi je zdelo, da ta praksa umetnikov, ki imajo neko živo prakso na šoli, lahko obojem veliko da. Zdaj projekt smo pilotno izvedli na osnovni šoli Prežihovega Voranca, je bila režiserka Lea Kukovičič 2 leti rezidenčna umetnica. Sistem je nastavljen tako, da umetnik ne izgubi svoje žive umetniške prakse, torej na šoli ne dela polni delovni čas, dela 2 do 3 dni na teden. Predvsem pa je nastavljen tako, da pusti ves prostor in svobodo pedagoškim delavkam in delavcem in pa umetnici, da sami najdejo modele sodelovanja, potrebe, želje. Torej, da namesto, da mi, ki delamo kulturno-umetnostno vzgojo kot producenti, predpišemo format, sami ugotovijo, kaj šola rabi, kaj otroci rabijo in si sami v bistvu izumijo svoje načine dela. Zdaj seveda tukaj se lahko prejo na prakse prej, ampak ideja je, da bi poskusili sami najti neko pot sodelovanja. Ker ravno ta vzpostavitev tega sodelovanja med umetniško sfero in pa med izobraževalno sfero je nekaj, kar terja največ časa in preciznosti in pa nekega posluha, pa predvsem tega, da so ljudje skupaj, ne.
Drugače sodelujemo predvsem z osnovnimi šolami, najpogosteje s 3. triado, ki so tudi že najstniki, delamo s profesionalnimi umetniki, najpogosteje sodelujemo s šolami izven urbanega okolja, ki imajo manjši dostop do kulturnih vsebin in pa poskušamo vzpostavljati trajna sodelovanja. Torej trajna med bunkerjem in šolami, med umetniki in učitelji, pa poskušamo tudi kot umetniška organizacija držati nek teren kakovostnega in pluralnega doživljanja umetnosti, ne samo učenje o umetnosti ali pa uporabo umetnosti kot orodja. Torej, kulturno-umetnostna vzgoja seveda zaobjema vse to, ampak mi kot umetniška organizacija seveda izvajamo vse to v sodelovanju, ampak poskušamo in ne stopati na teren pedagoškega dela, hkrati pa braniti prav sam teren umetnosti, torej ne pedagoško delo, ne izobraževanje, ampak to, da je umetnost treba doživeti v vsej svoji polnosti, da je treba v njej uživati, da jo je treba doživljati tudi v profesionalnih prostorih za to, da je treba obiskovati kulturne institucije, da jo je treba doživeti v okoliščinah, ki so primerne doživljanju umetnosti. Torej, recimo jaz si velikrat borim za to, da otroci ne bi gledali predstav v gledališču 500 otrok hkrati v gledališču ob 10. zjutraj, ko so vsi zaspani, kar je tudi včasih lahko v redu, ampak da bi imeli kdaj možnost iti zvečer na predstavo skupaj z drugim občinstvom, da doživijo tudi ta obritual umetnosti, ki je seveda povezan z doživljanjem umetnosti same. Zdaj, ko so me povabili na ta posvet, se v bistvu najlepše zahvaljujem za to vabilo in izrekam zahvalo predvsem gospe Danuši Škapin, s katero so bile na vezi, seveda tudi direktorju Damjanu in pa Nataši Bucik in pa Nadje Požar Matjašič, vsak iz enega ministrstva, ki skupaj skrbita za kulturno-umetnostno vzgojo. Najprej sem se počutila nekako počaščeno, uvodno predavanje, to je kar tako cool, ampak potem pa nekako tesnobno, ne? Torej hkrati tako kot pripadam generacijam, ne? Generacija X je vesela izziva in si reče yes, ne? Kot milenika na prehodu pa me takoj zagrab tesnoba, ne? Imposter sindrom, a jaz to zmorem, a bo sploh šlo. Torej, vsi so rekli, da naj ne pozabim, da gre za poklicne in strokovne šole, ne? In ne le gimnazije, s katere sem tudi jaz, zato sem najprej naredila neko introspekcijo, ne, kaj pa zdaj s poklicnimi in strokovnimi šolami, a jaz sploh kaj vem o tem. Ugotovila sem, da sicer Bunker oziroma jaz sodelujemo s poklicnimi in strokovnimi šolami, ampak ne toliko, ko bi lahko, ne, da v bistvu zelo malo. Potem pa sem se odločila, da v bistvu za sebe in za vas pogledam, o kom se pogovarjamo, ko se pogovarjamo o dijakih poklicnih in srednjih šol, najprej generacijsko, potem pa v luči neke diferencije, specifike od splošnih srednjih šol. Zdaj najprej o generacijah, ker se mi zdi, da je mogoče vseeno fajn vedeti, o kom se pogovarjamo, ko se pogovarjamo o neki generaciji, ki sedi zdaj večinoma v vaših klopeh ali pa jo nagovarjate skozi kulturno-umetnostno vzgojo. Zdaj, da bomo prišli do naše generacije, bom jaz vseeno šla čez vse generacije, za katere sem predvidevala, da še sedite tle. Mislim, da ni nihče starejši od generacije X oziroma od boomerjev, zato bom začela z boomerji, ne. Pred boomerji je v bistvu samo še generacija, ki skoraj da nima imena in jo nekateri teoretiki imenujejo generacija vojne, ker jih je v bistvu najbolj v življenju zaznamovala izkušnja druge svetovne vojne, tudi če niso bili rojeni pred ali pa med njo, ampak po njej. V bistvu boomerji so prva generacija, ki se nekako osvobodi od te peze vojne. Seveda pridejo pa naslednje generacije z naslednjimi vojnami, žal. Zdaj, generacije se v družbi zamenjajo približno na 20 let. Poleg letnice rojstva se njihovi pripadniki ločijo predvsem po vrednotah, dogodkih in tehnologijah, ki so jih zaznamovali v času odraščanja. So pa, moram povedati, tudi generacije zelo različne v kulturnih okoljih. Torej, v nekaterih generacijah lahko govorimo globalno ali pa pogojno lahko govorimo globalno, o nekaterih pa ne, ali pa pride do zelo različnih razumevanj, kaj to je. Zdaj, generacijske označbe so seveda posplošene označbe in zelo generalne posplošitve in jih uporabljamo samo kot orodje, ne kot označevanje posameznikov. Zdaj, jaz se lahko sama s sabo hecam, kako sem v relaciji do svojih generacij, zdaj drugače so posplošitve na posameznika lahko izjemno problematične.
Zdaj generacije, sploh mi mladi, se borimo za to, da ne bi bili dojeti kot enovita skupina. Tudi moja mama pravi, da stari niso vsi isti, in seveda nam že hiter empirični pogled pove, da je to res. Eni uporabljajo tablice in pametne telefone, enim ne, enim je pomembna družina, drugim je potovanja in z mladimi je podobno. Pred kratkim, zdaj že nekaj časa nazaj, je bil en čudovit intervju z mladimi, ki so del programa Kinotrip, in ko jih novinarka sprašuje, no pa kaj zaznamuje vašo generacijo, oni rečejo, mi nočemo biti zajeti kot generacija, mi nismo enaki, mi smo si različni. Najbolj pa sovražijo, če jih kulturne institucije ali pa šola enačijo. Torej, če bi mi kot kulturna institucija, če bi recimo Bunker rekel, zdaj hočemo nagovoriti mlade, torej moramo uporabljati mime, ali pa mi hočemo nagovoriti mlade, oni si želijo to in to. Ne, oni so heterogene skupine, Zdaj, zadnje čase največ slišimo o milenicih, zoomerjih in boomerjih, pa me zanima, a je tle sploh kdo boomer še? Je še kdo boomer? Ja, kimate? Ne, ok. Torej, baby boom generacija je nekako povojna generacija, 20 let po vojni, do leta 65, ime pove, da so dobili ime po eksploziji rojstev, torej po drugi svetovni vojni se zgodi tako imenovan baby boom. Zaznamovani so s tradicionalnimi vrednotami, ker so bili še vzgajala jih je pa seveda vojna generacija, odraščali so v cvetočih letih srednjega razreda, zato te vrednote zamenjujejo z vidnimi statusnimi simboli, so najštevilčnejša slovenska generacija. Njihove vrednote, tako zelo pavšalno, so družinsko življenje, imetje in pa zaznamuje jih nostalgija. Od tehnologij in znamk zaenkrat večinoma stavijo na osebna vozila in na znamke osebnih vozil, ali pa mogoče kakšne tehnologije, ki ni glih najnovejša tehnologija. Dogodki, ki so jih zaznamovali, so recimo hladna vojna, pristanek na Luni, smrt Josipa Broza Tita in pa ideja neprestanega napredka, torej neprestanega izboljševanja življenja. In zdaj za vsako generacijo bom poskusila povedati, kakih na umetniškem področju to zaznamuje. Zdaj generacijo X močno zaznamuje dvig prostega časa, torej so prva generacija, ki v resnici precej prosto razpolaga s svojim prostim časom in ga ima tudi veliko več kot prejšnje generacije, in zaznamuje jih pop kultura in pa pluralizacija kulture. Torej zaznamuje jih to, da se začne drobiti v bistvu nekako delitev na visoko in na nizko kulturo, da to, kar oni poslušajo, gledajo, berejo, v bistvu je seveda v clashu s prejšnjo generacijo, ampak ni več dojeto kot nevredno. Torej pride tudi do razmaha globalnih medijev, do velike dosegljivosti umetnosti in kulture. Skratka, to so prva generacija, ki res radikalno in globalno doživlja pop kulturo. Dajejo še vedno velik pomen televiziji, klasičnim medijem, in pa doživijo razcvet tudi sodobnih umetniških žanrov, kot je sodobna glasba oziroma pop glasba, filmi, strip in podobno. In potem pride generacija X, ki je nekako od sredine 60-ih oziroma od poznih 60-ih do leta 80. To so pa generacija, ki je odraščala v času hitrega spreminjanja prevladujočih družbenih vrednot. Zdaj, njihovi starši so še odraščali v malo bolj konzervativnih okoljih oziroma so mogli zelo lomiti s konzervativnostjo. Generacija X pa je že vzgojena s precej manj nadzora, temu rečejo sociologi, torej veliko več, ne samo da ima prostega časa, ampak tudi lahko sama preživlja čas. V času generacije X je blazno opazen porast ločitev, torej tudi definicija tega nekega primarnega okolja, družine se zelo spreminja, torej bivanjski modusi družine se zelo spreminjajo. Potem generacija X je še navajena varnih in rednih zaposlitev, zaradi česar se njihov odnos do kariere razlikuje odnosa, kot ga imajo generacije za njimi. Pravijo, da je generacija X zadnja, ki je doživela to, da so vedeli, da če se bojo izobrazili, bojo dobili službo in da so zaradi tega lahko tudi razvili, kako bi rekla, zelo varen odnos do služb. Torej jo imaš, ampak ne smeš jo imati za ful pomembno ali pa jo moraš razvijati prosti čas, ob tem ne sme obsegati vsega v tvojem življenju. Vrednote te generacije naj bi bile upor avtoritetam, ravnotežje med službo in zabavo,
Tehnologije so še vedno televizija, ampak že tudi Walkman, osebni računalnik, laptop. Zdaj, dogodki, ki so jih globalno zaznamovali, so vietnamska vojna in pa padec Berlinskega zidu, v Sloveniji pa seveda osamosvojitev Slovenije, ki se zgodi, ko ta generacija nekako prihaja do odraščanja, ne. To je tudi ena izmed najštevilnejših generacij v Sloveniji. Statistični urad pravi, da jih je 456,000, skoraj četrtina ljudi, ne. Zdaj, pri umetnosti, to je generacija, ki je svoja najstniška leta preživela v 80-ih, od generacije X nasledila veliko neke popularne kulture, so bila pa 80-ta tudi leta punk gibanja in pa tradicije. To je generacija, ki še vedno nekako daje pomen klasičnim medijem, gleda televizijo, bere časopise in se je še večinoma šolala v Jugoslaviji, ampak so doživeli ta velik prelom in tudi kulturno se v bistvu nekako kulturni fokus se prenese iz jugoslovanskega prostora v bistvu na globalni zahod. Potem pa pride generacija Y oziroma milenici. Milenici se imenujejo zato, ker so to otroci, ki so večinoma svojo odraslost doživeli, ne, ob prehodu v novi milenij. To so tam generacija od 80 ali pa malo kasneje do leta 95. Čeprav jim zaradi nestabilnega zaposlovanja in pa stanovanjske problematike kaže, da bojo živeli v slabše od staršev, torej to so prva povojna generacija, ki bo živela slabše od svojih staršev. Jim je skupno, da so v mladosti vsaj nekaj časa sobivali z analogno tehnologijo, bolj kot imetje in statusne simbole cenijo izkušnje in zanimiv življenjski slog, ki ga lahko prikazujejo na družabnih omrežjih, je pisal. Zdaj ne vem, če je še to res, ampak nekaj časa je sigurno bilo. Kot vrednotni sistem jim pripisujejo izkušnje pred imetjem in pa tehnologije in znamke, ki jih zaznamujejo, so znamke mobilnih telefonov, internet, torrenti jih zelo zaznamujejo, to je na področju kulture izjemno pomembno, torej ne bom rekla piratiziranja, no, ampak veliko različnih, enih tudi nezakonitih dostopov do umetnosti in do umetniških produktov, ki so jim res absolutno na voljo. Google, Facebook so recimo neka generacijska oznaka tudi, ne. Nekako dogodki, ki jih zaznamujejo, so tehnološka eksplozija z internetom in družbenimi mediji, 11. september. Zdaj v umetnosti je pa za njih najbolj bistven prehod na digitalno, torej to je generacija, ki v polnosti doživi to, da večino umetniških produktov konzumirajo prek ekranov, in da se to tudi da, vsaj pri večini. Pomembnost izkušenj, torej in pa pri umetnosti tudi nekako vrnitev v pomembnost word of moutha. Če so prej bili zelo pomembna klasična priporočila strokovnjakov, recimo za boomerje ali pa za generacijo X je kritika še nekaj zelo pomembnega, naprimer, da vidiš v časopisu kritiko, pa greš na podlagi tega potem gledati ali pa ne vem, da bereš kritike albumov, so milenici prva generacija, ki se v bistvu vrne nazaj v word of mouth, torej priporočila nekih svojih peer skupin, ki niso nujno peer skupine, ki jih poznajo, ampak to niso etablirani neki nosilci znanja, ne. Potem pa pridejo do generacije Z, torej zoomerji. Jaz mislim, da se mogoče zoomerji imenujejo zato, ker nadpovprečno uporabljajo Zoom, ampak zoomerji se imenujejo pač v analogiji z boomerji, ne. Če so eni boomerji, so ti generacija z zoomerji. To pa so naša generacija. To so generacija, ki zdaj sedi v vaših klopeh. Pripadnike generacije Z je najbolj zaznamovalo, da so odrasli z mobilnimi telefoni. Zdaj, to ni treba znanosti, da vam to pove, empirija govori, da je to prva generacija, ki je res popolnoma zrasla z tehnologijo. So izjemno vešči, rečejo jim digital natives, ne, torej oni so tam doma za razliko od vseh ostalih generacij. In pa vajeni komuniciranja na družbenih omrežjih, ki jih uporabljajo absolutno bolj kritično kot vse generacije pred njimi. Torej, samo še boomerji in Gen Xerji uporabljamo Facebook, tako da res damo kakšne informacije gor ali pa ne vem kaj. Recimo, ne vem, če veste, ampak zadnja aplikacija, ki totalno pridobiva, sigurno veste, saj ste vsi toliko mladi kot jaz, no, ampak recimo kot primer zadnja aplikacija, ki totalno pridobiva sledilce oziroma uporabnike je BeReal.
Če kdo hoče, mu jo potem pokažem, ker se zdaj igram z njo že par tednov, ampak to je aplikacija, ki omogoča, da samo enkrat v dnevu postneš fotografijo tega, kar je pred tabo in sebe. Torej postaviš telefon in če te ne postneš te fotografije, tudi drugih ne moreš videti in gre v bistvu za upor temu Instagram estetizaciji in ti lahko vidiš samo to, kar je v tistem trenutku, ko ti aplikacija to omogoča, lahko tvoj telefon doseže, torej kao nek dostop do realnosti. Ne. Zdaj vidim, da mi časovno gre zelo slabo, tako da bom pohitela. Skratka, več pozornosti namenjajo študiju in karieri, o družbenih ureditvi, normah in problemih se ne sprašujejo toliko kot njihovi starejši kolegi, ampak po drugi strani so pa zelo aktivni, tudi družbeno angažirani. Zaznamujejo jih seveda pametni telefoni, storitve v oblaku, streaming, klepetalnice in pa svetovna finančna kriza. Pri umetnosti je geslo samo digital, digital, digital pri njih. Ne? Torej, vse, kar je podrejeno temu in posneje, ko bom govorila o raziskavah IKT-ja, bomo videli, kako je to. Potem so tu še neke mikrogeneracije, vmes to bom spustila, bi pa rekla sem, da če hoče kdo videti en tak luškan pogled v generacijo, ne s tisto, s katero živite, ampak malo bolj od zunaj, od naših sosedov, v Kinodvoru je še vedno na voljo film Futura, ki je dokumentarni film, 3 mladi italijanski režiserji potujejo po Italiji in intervjujejo mlade o življenju, o tem, kaj si mislijo, o izobraževanju. In se mi je zdel en čudovit pogled v generacijo, o kateri je ogromno stereotipov. Mene se je recimo najbolj dotaknilo to, kako so nekako ne razočarani, ampak razčarani, nekako streznjeni v poziciji, da jih ne čaka dobra prihodnost. Ponotranili so to, da bo za njih svet slabši, kot je bil za generacijo, da bojo mogoče umirali od kriz. Obenem pa v bistvu vse je neka lepota tega v filmu, kako cenijo vrednote humanizma in zdaj vam bom povedala svojo najljubšo izjavo. Velikih sprašujejo, ne, to so tudi, takrat je že bila korona, ko jih intervjujejo, ogromno jih sprašujejo o tem, kaj si mislijo o izobraževanju, o prihodnosti in vsi izražajo v bistvu neko blazno skepso do izobraževalnega sistema. Izobraževalni sistem ne, je, ne? Joj, pardon. Po pa sem vzamete to kot trailer. Boomerski trailer, kjer moraš povedati tem drugim, kaj je v filmu. Pardon. Film je dolg. No, ampak svojo najljubšo izjavo vseeno povem. V Neaplu mlade sprašujejo o šoli, ne? In na nekem tako, tam stojijo eni mladci, ne vem, na motorjih, vsi lepi v jaknah in v bistvu se en pravi, da v bistvu absolutno ne rabi šole, ne? Da on že ve, da bo pomivalec kozarcev ali pa da bo pač posodo pomival in da zato res ne rabi šole, ampak pove pa, da je šola dobra zato, da kaj veš, da nisi idiot, ko se pogovarjaš z ljudmi in da šola je pomembna. In se mi je zdel v bistvu tak nek taka neka lepa v bistvu oznaka generacije, ki je popolnoma razčarana in ve, zgubili so te iluzije. Mislim, da so bili moji starši zadnji, ki so verjeli v to, da če bom res se izobrazila, da bo svet za mene lepši, tega ni več. Ampak da mogoče v smislu nekih osebnih vrednot in humanizma in tega, kako komuniciramo z ljudmi in kakva je vrednost našega življenja izven tega, da bomo živeli slabo, pa je pač pomen šole in umetnosti še vedno izjemen, ne? Torej, izobrazba ti ne more več prinesti mesta na trgu delovne sile, ampak vseeno pa jo cenimo kot vrednoto in se mi zdi, da je na področju umetnosti isto, ne. Zdaj, ključne opredelitve generacije zoomerjev, o katerih govorimo, je, da je poleg kulture še bolj široko, torej ni več dojeto klasično. Boste videli v vseh raziskavah, ki jih bom citirala, kot konzumacijo kulture štejejo tudi igrice, branje tekstov na spletu, v okviru družbenih omrežij, torej ne samo to, kar mi razumemo kot kulturni obisk. Res so zrasli v digitalnem, torej popolnoma e-generacija.
To so otroci, ki recimo, ne vem, ko dobijo umetniško referenco, ne vprašajo nekoga, kdo to je, ali pa pogledajo slovar, ampak takoj izgooglajo in imajo takoj pač vse informacije, feedback o tem, o čem mi govorimo. Izjemno dobri so pri iskanju informacij, izjemno dobri so tudi pri analitiki informacij, ne vemo, kako dobri so pri kuriranju tega, kako te informacije zložiti. Recimo 3 najpomembnejše teme na spletu, s katerimi se ukvarjajo, so gaming, beauty, clothes, ne? Torej igrice, lepota in pa obleke so najbolj opolnomočena in hkrati najbolj realistična generacija. Zdaj, na področju gledališča, od koder sem, je ilustracija prehoda čez generacije oziroma stanja na področju gledališča, najbrž je na področju glasbe drugače ali pa na področju filma ravno tako, da gledališče ni samo individualna izkušnja. Torej, gledališče je zanimivo ravno v tem, ker sicer ga lahko gledaš na ekranu, ampak to ni avtentična gledališka izkušnja v večini primerov, ne, moraš iti v nek prostor in skupaj z drugimi to doživeti. Ampak ravno tako se nam spreminja in gledališče recimo v Sloveniji trenutno zaznamuje, pa mislim, da je to kar univerzalen pojav, da so predstave za otroke in za zelo mlade polne, razprodane, ampak to so torej otroci, ki jih tja pripeljajo ali starši in učitelji. Najstniške publike ni, torej vsa gledališča se ukvarjajo s tem, kako pripeljati najstnike v gledališče. Potem, ko pa pridemo do starejših, pa se gledališke dvorane spet napolnijo, sploh v repertoarnih gledališčih, ampak gledališča po svetu ugotavljamo, da se ta trend, torej ta boomerski, Gen X-erski trend, kjer ti mogoče v najstniških letih eksperimentiraš z različnimi oblikami umetnosti, potem pa, ko imaš službo, pa ženo, pa otroka, pa se vrneš v gledališče, otroke vodiš na otroške predstave, ti imaš abonma v drami, da v bistvu tega ni več. Da tega vračanja mladih v tradicionalne institucije ni več in se v bistvu vsi ukvarjamo s tem, a je to sploh problem, ne? In če je problem, kako ga rešiti. Zdaj, večinoma to rešujejo tako, da poskušajo zajeti najstnike v nekem obdobju in jih seznaniti z gledališčem, ali pa tudi, da se gledališče spreminja. Zdaj, jaz o teh različnih strategijah ne bi govorila, ene so bolj uspešne, ene manj uspešne. Predvsem pa se mi zdi, da ne smemo obupovati, pač gledališki vsi žanri ostajajo relevantni, najbrž se bojo pa spremenile rabe tega, ne? Torej, zdaj pa poklicne šole. Jaz sem šla pogledati v raziskave, kaj kažejo glede mladih v poklicnih in strokovnih šolah. In v bistvu sem odprla 2 raziskavi. Ena je Mladina 2020, to je raziskava o položaju mladih v slovenski družbi, Mladina 2020, in naročnik je Urad za mladino. Gre za nacionalno raziskavo o mladi generaciji med 15 in 29, gre za longitudinalno študijo, tako da, kar je zanimivo pri tej raziskavi, je, da lahko delajo primerjave. Druga raziskava pa je kulturna participacija mladih v Sloveniji in Evropi, ki je šla predlani, urednik pa je Andrej Kirbiš. Zdaj, najprej mladina. Kar je zanimivo je, da je delež mladih, ki izražajo zanimanje za umetnost in kulturo, se je v obdobju 2010 do 2020, torej z nastopom zoomerjev, močno povečal. Torej, zanimanje za umetnost in kulturo se je po tej raziskavi povečalo iz 23 na 43, torej skoraj podvojilo se je zanimanje. Zdaj, večje zanimanje izražajo ženske in pa tisti z višjo izobrazbo. Še en zoomerski, ok. Zdaj pa pridem do ključne besede, torej kulturni kapital. Torej tisti za višjo izobrazbo in pa ženske. Na zanimanje ne vplivajo ključno drugi demografski dejavniki, ampak kulturni kapital. Zdaj, kulturni kapital je definiran različno. Kulturni kapital je zelo, kako temu rečejo, disputed term, ne, v sociologiji ali pa v obravnavi mladih, ampak jaz mislim, da ga kot orodje absolutno lahko uporabljamo. Zdaj, kulturni kapital je definiran zelo različno. Jaz zelo laično bi kulturni kapital v bistvu definirala tako, da je to kapital na področju kulture, v katerega si rojen. Torej, ne nekaj, kar si pridobiš skozi življenje, ampak to, v kar si rojen, in to ponavadi pomeni kulturni kapital staršev. Zdaj, intuitivno vsi vemo, kaj to pomeni. Ali starši obiskujejo kulturne prireditve, ali so izobraženi na področju kulture in umetnosti,
a imajo kapaciteto, da ti predstavijo umetnost. Na zelo bazični ravni, pa ko hoče to operacionalizirati, torej priti do nečesa, kako to meriti, pa merijo zelo različno. Ne? Torej, recimo velikrat vzamejo kot merilo kulturnega kapitala za otroke, koliko se jim bere, na primer, doma. No, in recimo v tej raziskavi je bil institucionaliziran kulturni kapital obravnavan kot izobrazba staršev, kot objektiviziran kulturni kapital, pa zelo zanimivo število knjig v gospodinjstvu. Torej, a so doma knjige in koliko jih je na voljo. Neki so mogli zbrati in so zbrali to. Je pa zanimivo, to vam pa povem tako čisto kot zanimivost, v Britaniji so delali neko študijo in so ugotovili, da tudi, če ne starši ne berejo, da že samo dejstvo, da so knjige na voljo v gospodinjstvu, poveča možnost učnega uspeha in pa dvigne kulturni kapital otrok. Torej, zelo zanimivo. Ne samo to, kaj ti direktno investiraš otroka, ampak že samo dejstvo, da imajo na voljo knjige, jim lahko dvigne kulturni kapital. Torej, tukaj se pojavi prvič kulturni kapital, ki vpliva na to, koliko mlade zanima umetnost in kultura. In pa v primerjavi z letom 2010, torej v tem desetletju, se je bistveno povečala udeležba mladih na tečajih z področja kulture, bistveno pogosteje pa se mladi tudi sami ukvarjajo z dejavnostmi, kot so glasba, ples, likovna umetnost. Podatke kažejo tudi, da se v vse večji meri vključujejo v kulturne organizacije. Nekoliko manj aktivni so pa seveda, tukaj pa zdaj moja bolečina, na področjih klasične kulturne potrošnje. Torej, kulturna potrošnja raste, kulturno udejstvovanje raste, ampak seveda ne na področju gledališča, ne na področju literature, torej ne na teh klasičnih kulturnih področjih. V primerjavi z letom 10 se je v letu 2020 tudi povečala pogostost udeležbe pri praktično vseh treh oblikah kulturnega udejstvovanja, pri branju, ukvarjanju z glasbo, s plesom, gledališčem in likovnem umetnostjo, ampak to so, kot sem rekla, tečaji in to. Zmanjšuje se pa kulturna potrošnja, ki smo jo merili s kazalnikom obiska kina in gledališč. Vključenost mladih v mladinske centre in organizacije je relativno visoka, celo nekoliko višja od povprečja EU, pa mladi, ki pogosteje sodelujejo v spletni potrošnji, tudi pogosteje obiskujejo kulturne znamenitosti in dogodke v fizični obliki. To je zelo zanimivo za kasnejša napotila. Pri tem se kaže spletna kulturna participacija kot potencialno učinkovit mehanizem za zmanjšanje družbenih neenakosti. To je napotilo raziskovalcev. Torej, raziskovalci v demografskih podatkih locirajo dve ključni oviri za udeležbo, ustvarjanje, torej za participiranje na kulturnem področju. Prva je kulturni kapital, druga je ali živiš v mestu ali v vasi. Torej, to sta dve ključni oviri v Sloveniji za dvig kulturnega kapitala. Slovenija je slabo prometno povezana, kljub temu, da ima Slovenija na nekaterih področjih v bistvu zelo decentralizirano kulturno ponudbo. Naprimer, vsako večje slovensko mesto ima gledališče. To ne pomeni, da so ta gledališča dostopna vsem, ki ne živijo točno v tem mestu. Seveda pa je problem dostopnosti širši. Ti lahko živiš v mestu, pa nikoli ne greš v gledališče vseeno. Zdaj, ta knjiga Kulturna participacija pa v bistvu zelo direktno pogleda srednje poklicne in strokovne šole, upošteva ta demografski dejavnik in vam lahko kot spoiler alert, ker povem, da je to, ali hodijo otroci v splošno šolo ali pa v splošno srednjo šolo ali pa v poklicno ali strokovno šolo, v bistvu bistveno vpliva na njihovo kulturno potrošnjo, bistveno. Torej, ti raziskovalci so se pač nekako so mogli metodologijo ubrati in so ubrali tako, da so naredili 4 profile mladih po kulturni potrošnji. Zdaj pa vam bom samo prebrala sklepe. Torej, med mladimi v Sloveniji obstajajo 4 profili kulturnih potrošnikov. Semi-omnivori, pasivni profili, najpogostejši profil so družabni, zabavni, popularni in pa torej najbolj aktivni omnivori. Torej, vse jedci so tisti, ki trošijo, vse ste razumeli. Zdaj pa potem 4 profili so pa še kulturnih udejstvovalcev, torej tistih, ki ne samo, da so potrošniki, ampak tudi ustvarjajo, so pa družabni športniki, pasivni profil, glasbeni omnivori, pa spletni omnivori. Zdaj pa, da jaz pridem do
vrste šolskega programa, bom spustila še ostale, in sicer. V okviru srednješolskega programa smo primerjali gimnazijske programe, 4-letne strokovne in tehniške šole in 2- in 3-letne srednje poklicne in sem tudi on je malo zle, tako da bom jaz tudi čist malo zle. Torej poklicne programe. Zdaj, rezultati kažejo statistično značilne razlike med verjetnostjo pripadnosti posameznemu profilu glede na srednješolski program dijakov. Zdaj pa vam bom samo 2 podatka prebrala, lahko vam potem celotno, ker mi zvonček zvoni. Skratka, največji delež pasivnih je med dijaki poklicnih programov. Pasivnih je 60% tukaj v tej raziskavi. Nižji je med dijaki strokovnih programov in najnižji med gimnazijci, 19%. Torej, zdaj predstavljate si to razliko. Torej, v pasivni segment pride skoraj 60% dijakov poklicnih programov in 19%, to ne pomeni, da ne trošijo ničesar, ne? Ampak da so na področju kulturne potrošnje pasivni. Ne? Zdaj, recimo, sem še preberem pri kulturnem udejstvovanju. Tukaj so razlike malo manj očitne in so pa vseeno statistično značilne, torej koliko oni sami ustvarjajo na področju umetnosti, se udeležujejo tečajev in tega. Pol je pa še ena zanimiva razlika in sicer pri uporabi informacijsko-komunikacijske tehnologije oziroma pri IKT kulturnem udejstvovanju. In med dijaki poklicnih šol je izrazito več IKT kulturnih neuporabnikov, ki jih je dobra polovica, 56%, med gimnazijci samo 35%. Torej, tukaj so merili, kako mladi konzumirajo umetnost pač prek sredstev IKT. In kar je najbolj zanimivo je, da je tukaj izjemno slab delež poklicnih šol, kljub temu, da so med tem, kako uporabljajo informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, v poklicnih šolah eni rezultati zelo dobri in to raziskovalci povezujejo s tem, da nekatere poklicne šole so prav strokovnjaki za informacijsko-komunikacijsko tehnologijo. Ne? Zdaj ne bom več brala raziskav. Lahko vam posodim knjigo, knjiga je super, tudi zato, ker daje noter napotila, je pa pač metodološko mora segmentirati nekako otroke in ti omnivori, ne vem, ne herbivori, no, delni potrošniki kulture, so malo čudna segmentacija, ampak v bistvu da pa zelo relevantne podatke, po mojem, da je zdaj ta preskok, ne, da bi mi sklepali, da so na poklicnih šolah po pravilu tisti, ki imajo kulturnega kapitala, tega se jaz ne upam narediti, ker te študije nimam. Ne? Ampak če združimo te 2 študiji in sklepamo, da v kulturi manj participirajo, da jo manj konzumirajo tisti, ki niso v mestih ali pa ki imajo manj kulturnega kapitala in združimo to s tem, da se kaže statistično ekstremno pomembna razlika med poklicnimi in strokovnimi srednjimi šolami in splošnimi, potem lahko sklepamo, da na nek način je res in da je treba to kompenzirati. Ne. Zdaj pa, kaj narediti? Ne. Mislim, da tako kot je povedal gospod Damen pred mano, da tukaj nagovarjam prepričane. Ampak tudi prepričani se moramo kdaj potrepljati po ramenih, da nismo sami, da je naše delo vredno in ima pomen, in pa, da ne gre vedno za prepričevanje druge stvari. Včasih je dovolj, da se prepoznamo in si pomagamo med sabo. Ena zelo zdavna berlinska aktivistična organizacija vedno pove, da nikoli ne delajo tega, da bi koga prepričali, ampak da samo povežejo tiste, ki že verjamejo isto kot oni. Torej, raziskave niso vse mogočne in imajo najbrž kakšne metodološke lise, pa zdaj smo tudi v postkoronskem obdobju, kjer so zaprtja absolutno premešala karte. Zdaj priporočil je veliko, nekaj jih podata že obe raziskavi, večina priporočil je seveda sistemskih, ki sploh ne zadevajo samo kulturnega pa izobraževalnega sektorja, ampak prečita torej ta 2 sektorja, ki prečita kulturno-umetnostno vzgojo, ampak recimo eno bistveno priporočilo bi bilo že, da se slovenska infrastruktura javnega transporta izboljša, ker potem bi nekdo, ki je iz Vidma pri Ptuju, dejansko lahko šel z vlakom pogledati v Maribor ali pa na Ptuju predstavo, tako pa jo ne more, ker ali ne more z vlakom nazaj domov, ali skratka infrastruktura šepa. Jaz sem absolutno za sistemske spremembe, ampak tukaj stojim pač jaz kot konkretna oseba pred konkretnimi ljudmi, zato bom dala 3 drobna priporočila iz prakse,
za mano pa bojo kolegice in kolegi predstavili veliko še boljših primerov prakse. Zdaj, moje prvo priporočilo je tako najbolj banalno, ki ga vi sigurno poznate, in to je pač gledališki poklici. Predstavite mladim, kaj sploh delamo na področju kulture, ampak ne jim predstavljati nujno umetniških poklicov, ker tiste vsi poznajo. Ko ste na kulturnih prireditvah, povabite jih na šole, lahko vam povem, da recimo, ko imamo kulturni dan, isto količino navdušenja požanje naš lučni tehnik, ko pokaže tehnični pult in kako deluje in kaj on dela. Skratka, jaz ful rada, ko imamo v elektrarni predstave, pokažem, kdo smo mi ljudje, ki v bistvu delamo gledališče, pa nikoli ne stojimo na odru. In jaz predpostavljam, da je večina vaših dijakov so točno ti ljudje, ki mogoče ne bojo stali na odru, ali pa tudi, velikih najbrž tudi ima umetniške ambicije in pa sposobnosti. Ampak zelo veliko bi jih pa lahko delali točno v umetniškem sektorju, ampak bi delali tako imenovane podporne poklice. Torej, jaz sem producentka, tukaj vidite moje kolege tehnike. Zdaj popularno povedati, da ne poznamo 60% poklicov prihodnosti in da se krajina dela spreminja, in zdi se, da bomo vsi mogli biti zelo analitični in da je umetnost dojeta tudi kot kompetenca, ki te uri za to, da si interpretativno odprt, da znaš delati vse, da znaš delati v skupini. Ampak zdi se mi, da poleg tega, da bomo mogli vsi razmišljati, kako pač reševati probleme, je trenutno najbolj pereč problem umetniškega sektorja to, da nimamo ljudi, ki bi imeli tehnično znanje, obrtno znanje in pa ki bi znali delati z rokami. Primer so tehniki v gledališču, lahko vam povem, da dosegajo ceno, minimalna dnevna postavka je 200 evrov neto na dan. To so lučni, tonski, video, scenski tehniki, ki jih primanjkuje. Poglejte razpise, vsa gledališča, vključno s Cankarjevim domom, nevladnimi organizacijami, imajo trenutno razpise za tehnike. Sodobna glasba je odvisna od tehnologije, tonski tehniki in glasbeni producenti so v bistvu tisti, ki krojijo zvok in so napisani v avtorskih špicah. In vedno, ko pridejo na obisk otroci v gledališče, jih peljemo za oder in jim povem, da sicer poznajo igralce in plesalce, ampak gledališče delamo producenti in tehniki. Naši tehniki so, en je umetnostni zgodovinar, ena je maserka, en je faliran študent, večini ima neko tehnično predznanje, ampak večini manjka tehničnega znanja. Recimo, drugo moje napotilo je, da uživate, še ena slika našega tehnika. Torej, prvo so poklici, druga je, da na vas apeliram, da uživate v umetnosti in jo prinašate v šolo. Torej, samo ljudje, ki imajo radi umetnost in jo poznajo, jo bojo znali prenesti tudi naprej, in pa sodelujete z umetniki. Vem, da to zveni klišejsko, ampak težko je nekaj vključiti v svoje delo, če ne poznate tega, nimate radi. Tukaj vabim konkretno, ljubljanski odri imamo tovariški abonma, ki ima na leto 10 predstav, vsaka je opremljena z ali predavanjem ali delavnico, predstave so super, sodobne na vseh ljubljanskih odrih. Celoletni abonma stane 20 evrov in ga organiziramo, tamle je kolegica iz Slogija. Tretje moje napotilo oziroma neka želja za vas je pa, da se zavedajte neenakosti. Kulturni kapital ni nekaj, kar so bili ljudje leni in si niso pridobili, ampak je pač strukturno pogojen in uporabljate šolo kot socialni korektiv. Torej, kot ste videli zgori, ključne ovire za mlade so take, na katere težko vplivajo sami. Težko vplivaš na kulturni kapital staršev, torej vi ste dali prej radikalni problem, da sploh ne znajo jezika ali pa mogoče pač nimajo kulturnega kapitala na nekih drugih področjih. Težko vplivaš na prometno povezanost, na to, ali živiš v mestu ali vasi, ampak šola, kar pomeni vse nas, ki delamo na šolah, oziroma vas, lahko te razlike blažine, lahko deloma kompenzira za ta manko. In zanimiv se mi zdi pri potrošnji umetnosti v digitalnem svetu, nimam odgovorov, ampak to je eden izmed korektivov, ki lahko zbriše razlike. Digitalno je dostopno veliko več kot fizično in mogoče je pomemben razmislek, kako lahko v tem sodelujemo, kako lahko pri tem pomagamo. Hvala lepa. Verjamem,